Dober dan, to je N1 studio. Ob letošnjem 8. marcu, Mednarodnem dnevu žensk, organizacije opozarjajo zlasti na nasilje nad ženskami. V Sloveniji je bilo lani 13 femicidov. Združeni narodi so kot osrednjo temo letošnjega dneva žensk izbrali digitalizacijo. Univerza v Kaliforniji pa je objavila rezultate študije, s katero ugotavlja, kaj je krivo za to, da ženske v 15 analiziranih državah zaslužijo manj kot moški. Med temi državami je tudi Slovenija. Od katerih držav je boljša, od katerih slabša, kateri so razlogi, kateri možni ukrepi. Raziskovalki za Slovenijo sta bili profesorica doktorica Aleksandra Kanjujo-Mrčela in doktorska študentka programa Humanistika in družboslovje magistrica Andreja Poje. Profesorica Kanjujo-Mrčela pa je zdaj z nami v studiu. Dober dan, dobrodošli na N1. Dober dan. Gospa profesorica, osnovna ugotovitev te študije, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Nature Human Behavior, je, kljub napredku na področju enakosti spolov, ženske tudi v naprednih družbah še vedno zaslužijo manj kot moški. Kaj so torej glavni razlogi, da je bilo med letoma 2005 in 2015 še vedno tako? Torej, razlogi so zelo kompleksni in se dotikajo tega, kar počnemo mi sami, ko izbiramo službe, posamezniki in posameznice, in tudi kar počnejo delodajalci. Študija je pokazala, mogoče ena od največjih prednosti te študije, da za razliko od podatkov, ki jih ponavadi objavljamo in gledamo in analiziramo, to so ali povprečja plač za določeno državo, za določeno področje, za določen poklic, ali pa anketne podatke, ki se ukvarjajo z določenim delom populacije. Podatkov je za to raziskavo v zelo različnih 15 državah, torej v 15 državah, ki so različne geografsko, ampak tudi po ekonomski ureditvi, recimo od Amerike, Kanade na eni strani, Japonske, Južna Koreja na drugi strani, nekaj bivših socialističnih držav, centralnoevropskih držav, kot so Španija in Francija, torej zelo različna populacija držav. V teh državah pa smo gledali podatkovje, ki se prekrivajo podatki od delodajalcev in od zaposlenih, in gledali smo njihove dohodke ljudi, ki delajo na istih delovnih mestih pri istih delodajalcih. Torej, vi ste primerjali, ne vem, eno uslužbenko na okencu v eni od bank slovenskih z moškim, ki je na popolnoma enakem delovnem mestu. In tukaj ugotavljamo velike razlike. Kaj je zanimivo, dosedanje raziskave so pokazale nekaj, kar je samo po sebi slabo, da so moški in ženska locirani v različne poklice, v različne panoge, recimo primer tega je zdravstvo ali nega, ki so različno plačane, in da so feminizirani poklici, feminizirane panoge slabše plačane. In zdaj, kakorkoli je to slabo, glede na enakost spolov, je nekako bolj razumljivo ljudem. Torej sami se odločamo izbrati nekaj, kar je slabše plačano, družba to področje napačno mogoče, ampak slabše ceni, in to je del razlage. In to dejansko je del razlage, ampak enako pomembno je, na to opozarjamo v tej raziskavi, da razmišljamo o enakem plačilu za enako delo ali delo enake vrednosti, in na to napotijo naši raziskovalni rezultati. Torej, da tudi ljudje, ki se ne odločijo napačno, torej ki grejo v isti poklic in celo pri istem delodajalcu, zaslužijo bistveno različno. Razumete, torej to je en res tako pomemben rezultat, da ga objavi Nature Human Behavior. In zdaj, kar nam je zanimivo, je prvo to, da razlike povsod obstajajo, torej vse države, vseh 15 držav, torej stvar je univerzalna. Po drugi strani pa so bistvene razlike med državami, kar napoti na razmišljanje, da z različnimi politikami, z različnimi ukrepi se da na različne načine vplivati na to razliko. Ja, v ukrepih bova morda bolj proti koncu, ampak kje je tu Slovenija v primerjavi z drugimi državami? Kdo je pred nami, kdo je za nami, kaj so mogoče specifike posameznih držav, najbolj pa seveda Slovenije? Dobro, Slovenija ni več tako dobra, kot je včasih bila. Mi smo bili znani
znani po tem, da smo v Sloveniji imeli eno najmanjših razlik v plačah, sicer gledano v povprečju. Pri tem smo še vedno relativno dobri, ne več najboljši v Evropi, kar smo včasih bili, in to je treba misliti o tem, zakaj se je to zgodilo. Torej, takim raziskavam vedno morajo slediti raziskave kvalitativno, da vidimo, kje so prave vzroke, ampak če razmišljamo o Sloveniji v primerjavi z drugimi, smo nekje na sredini. Nismo seveda najslabše. Med najslabšimi državami so recimo azijske države, Japonska, Južna Koreja. Med najboljšimi so recimo pričakovano Danska, Švedska, ampak tudi Francija z zelo relativno majhnimi. Madžarska, ne? Pa Madžarska. Po drugi strani, vidite, to je tudi zanimivo, mi smo nekje vmes in se ne izboljšujemo, ampak poslabšujemo. To je, stanje se poslabšuje, mi smo imeli ogromno podatkovja, torej to so ogromna števila delovnih mest, katera smo analizirali in smo jih analizirali v različnih, ampak v različnih državah različna obdobja, ampak približno vsi recimo med 2005 in 2015. Torej veliko časovno obdobje, veliko podatkovja za veliko ljudi in se je izkazalo, da se nažalost pri nas razlike ne zmanjšujejo, ampak povečujejo, kar je še zanimivo, da tudi države, ki so prej imele zelo podobne sisteme, recimo iz tega bivšega vzhodnega bloka imamo Češko, imamo Slovenijo in imamo Madžarsko in so razlike med temi državami zelo opazne. Recimo Češka je ena od najslabših, mi smo nekje vmes, Madžarska je relativno dobra. Ampak zakaj pa so se po vaše te razlike v teh 10 letih obravnavanih povečali? Kaj so razlogi? Glejte, zdaj lahko govorimo o hipotezah, ker raziskovanje poteka. Moram reči, da tudi na Fakulteti za družbene vede smo pravkar začeli z enim raziskovalnim projektom, o katerem mogoče nekaj kasneje nekaj rečemo. Torej, gre za kvalitativno raziskovanje, ampak to, kar vidimo, je, da se z spremembo sistema, mogoče z spremembo optike, spremembo tega, kaj celo ljudje mislijo o tem, kakšne so razlike, kako nastajajo, tudi spreminja dinamika sprememb in velikosti v plačah. Kot rečeno na začetku, zagotovo nekaj je v tem, kaj iščejo delodajalci. In mi moramo pogledati, kaj se je zgodilo in mi vemo. Vemo, katera skupina žensk so odhajale v tem obdobju iz trga delovne sile, vemo, kdo se je upokojeval. Ena od naših hipotez je ta, da so se z upokojevanjem dobro plačanih žensk in z prekarizacijo dela mlajših generacij žensk zgodila velika razlika. Torej, in da smo se izenačili nekako na začetku z moškimi v procesu prekarizacije, ampak da je to v naslednji fazi, ko smo imeli ženske, ki so enako prekarne mogoče na trgu delovne sile, ampak so zaradi družbenih pričakovanj preobremenjene z gospodinjskimi obveznostmi, z skrbstvenimi obveznostmi in tako naprej, za delodajalce postale manj zanimiva delovna sila, bolj tvegana delovna sila. Torej, iščemo odgovore, pravim, v tem odnosu med delodajalci, ki, veste, niso grdi in diskriminirajo ženske vedno namenoma. Ampak reagirajo na stanje v ekonomiji in balansirajo med tem, da iščejo zase najboljši položaj in tem, kaj družba od njih pričakuje. Tudi družba pričakuje od delodajalcev, da se obnašajo seveda profitabilno, da so uspešni, ampak v različnih okoljih različno od njih pričakuje nediskriminatorna politika do žensk ali drugih manjšin v družbi in na to tukaj v tem balansu delodajalci opravljajo izbiro svojih zaposlenih. In to vam pojasni, zakaj recimo enako in zelo dobra, enako uspešno in zelo dobro gospodarstvo, kot je kanadsko, ima zelo velike razlike. V primerjavi mogoče z
ne vem, Madžarskem, ki nima teh razlik. In ali so razlike vedno, veste, povezane s tem, kaj prinese več dobička podjetjem. In po drugi strani, to je en del zgodbe, drugi zelo pomemben del zgodbe je, kaj počnemo mi kot posamezniki in posameznica. Ne? Kaj ti je dovoljeno početi, kaj so tvoje izbire in izbire. Torej, koliko v določenem okolju so ženske in moški, da se razumemo, in moški. Torej, mi ne govorimo, ko govorimo o enakosti spolov, ko govorimo o želji po zmanjšanju plačnih razlik, problem niso niti slučajno samo plače žensk, katere so nižje. Mi se moramo vprašati, in to je eno ključnih vprašanj, zakaj moški morajo zaslužiti več? Zakaj je za moškega bolj normalno, da v družini prinese več? Ali je to, veste, ta pričakovanja tudi formirajo na obeh stranih, pri delodajalcih in pri teh, ki iščejo službe, obnašanja in prispevajo k plačni razliki. Ampak kako si potem razlagate to nizko razliko, mislim, da je 10% na Madžarskem, ne? Ki velja za, in tudi tako vlado ima že kar nekaj let, za bolj tradicionalno državo, kjer se zelo poudarjajo te družinske vrednote in se verjetno še več teh stereotipov nekako usadi. Točno, ker ne gre samo za to. Ker je zelo kompleksno, ker moramo vedeti, kakšen je položaj na trgu delovne sile, kakšen je sploh razpon plač. Veste, vi v določenih okoljih imate majhne ekonomske razlike med moškimi in ženskami, ker so nasploh majhne razlike, ker je razpon plač zelo majhen, zelo ozek. Torej, treba je misliti vse naenkrat, kar je zelo kompleksno. In ustrezno tudi odgovoriti s politikami. Zdaj, statističnega urada imamo naslednje podatke. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk v Sloveniji je po začasnih podatkih za 2021, torej za 2 leti nazaj, znašala 2107 evrov bruto, kar je 58 evrov manj od povprečja za moške. Plačna vrzel med spoloma je tako po teh podatkih v 2021 znašala 2,7%. Ne? Za leta predtem, ko smo prosili podatke, so razlike nekako nihale. Od 130 do 43 evrov bruto, nekaj let je naraščalo, pa nekaj let spet padalo, ni bilo nekega pravila. Zakaj ta razlika pa v primerjavi z izsledki vaše študije, nekaj ste že na začetku rekli, pa vendarle me zanima to. Ja, torej, povprečja zakrijajo marsikatero dejansko razliko. In s povprečji, fino je, ko gre povprečje nekako navzdol in se mi zelo pohvalimo s tem in mislimo, da so naše politike zelo dobre, ampak je res potrebno pogledati, kaj se dogaja med temi in mi na srečo imamo tako zelo bogato podatkovje in je treba pogledati, kaj se dogaja med temi ljudmi, katere nujno moraš primerjati, če želiš kakovostne podatke. Jaz vam ne znam razložiti, kaj se, in ne samo jaz ne znam razložiti, zelo težko je razložljivo, kako je možno, da v enem desetletju recimo, smo imeli zelo velike razlike navzdol, pol pa navzgor in spet navzdol. To se je zgodilo. In mi smo v pogovorih z statističnim uradom in razlage, mi smo spraševali, ali se je zgodilo nekaj z zajemom podatkov, ali se je zgodilo. Razlage so vedno, da gre za razlike, ki niso samo med spoloma, ampak so razlike, na katere vplivajo načine zaposlovanja, število žensk in moških na trgu delovne sile, njihova izobrazba, njihova starost. Torej, vse to, ampak ko vse to upoštevate, pravim, povprečja, veste, tako kot v državnih proračunih ali bruto družbenem proizvodu, povprečje skrije marsikaj. Na relativno majhno, to vemo, na majhno razliko med plačami v povprečju v Sloveniji zagotovo vemo, vpliva to, da je zelo veliko žensk zaposlenih, zelo veliko jih je zaposlenih še vedno s polnim delovnim časom in zelo veliko jih je zelo dobro, celo boljše kot moški, izobraženih. Torej, to so dejavniki, ki zagotovo vplivajo na to, da so razlike majhne. Ampak to se ni zgodilo v zadnjem desetletju. Torej, v tem smislu je potrebno opravljati tovrstne raziskave, kot jih opravljamo, kot je raziskava, o kateri danes govorimo, in iti v kvalitativno raziskovanje, da vidimo,
kaj in zakaj, na kakšen način bi olajšali tako moškim kot ženskam in delodajalcem, da bi te razlike res zmanjšali ali odpravili, ne več zmanjševali, ampak odpravili. Ja, SURS tudi pravi, kar ste v bistvu že sami nakazali, razlika v plačah med moškimi in ženskami je bila najvišja v skupini poklicev za storitve, prodajalci oziroma prodajalke, tam kar 21,1% in sicer v korist moških seveda, najnižja pa v skupini poklicev uradniki, uradnice, tam je znašala 1,4% celo v korist žensk. Ali vaša raziskava potrjuje kaj podobnega? Ja, seveda potrjuje, da so določeni deli trga delovne sile manj ali bolj enakopravni, enakovredni. Mi smo delali seveda ne samo primerjave med ljudmi, ki so v istem poklicu pri istem delodajalcu, ampak tudi med poklici, tudi med sektorji in se pojavijo te razlike, za katere vemo že zelo, zelo dolgo. Torej, tam, kjer so prevladujoče ženske, so razlike plačami večje kot v poklicih, ki so recimo uravnovešeni ali v poklicih, kjer so dominantno moški. Tukaj absolutno igra veliko vlogo izobrazba na določenem področju, število moških in žensk. Vi ste imeli recimo v gradbeništvu dolgo časa eno večje plače žensk. Zakaj? Zaradi tega, ker edine ženske, ki so bile zaposlene v gradbeništvu, so bile pozicionirane na višje, hierarhično višje položaje z več izobrazbe in tako naprej. Torej, tukaj se ustvarjajo povprečja. In zaradi tega je zelo pomembno primerjati primerljive stvari. Ja, pomembno je v bistvu tudi dojemanje, ali imajo ženske enake možnosti kot moški. Tu je v bistvu v še eni mednarodni raziskavi za Slovenijo sodeloval Inštitut Mediana in takole pravijo, in zdaj bomo to tudi videli, da v Sloveniji kar 70% žensk meni, da imajo manj priložnosti, 27% da enake, le 1%, kar je najmanj med vsemi obravnavanimi državami, pa da imajo več priložnosti od moških. In tu je Slovenija nad svetovnim in nad evropskim povprečjem. Prav tako na vprašanje, ali menite, da je plača žensk v primerjavi z moškimi na vašem delovnem mestu višja, nižja ali enaka njihovi plači, v Sloveniji recimo, in to je najvišji odstotek, 34% pravi, da nižja, enaka pa 42%, le 2% pa da je višja. Vaš komentar morda tega? Ja, to je dobri podatki za Slovenijo, ker govorijo o tem, da smo relativno ozaveščeni, relativno pravim, ker še vedno, veste, čez 34% žensk ali populacija. To je populacija. To je populacija, misli, da so razlike v plačah v škodo ženskam. To govori samo, da samo 1/3 ljudi ve resnico. De facto pa je resnica še hujša. Je pa res, da ta relativna ozaveščenost, relativno večja ozaveščenost, kot je v primeru drugih držav, katere so tukaj prikazane, govori o tem, da politike na tem področju imajo nekoliko večjo možnost, da bodo sprejeta in pol uresničevana. To je recimo del razlage, zakaj vedno, konstantno imamo kot najboljše na tem področju enakopravnosti spolov in drugih področjih enakosti spolov skandinavske države. Ker je tam ozaveščenost o tem in želja, da moški in ženske razvijajo svoje potenciale ne glede na tradicionalno določene spolne vloge, bistveno večja. Vi ste imeli recimo leta in leta ljudem nepojasnljiv podatek, da so v skandinavski, posebej na Švedskem recimo, poročale žensko o več spolnega nasilja kot v določenih državah, za katere se ve, da je veliko spolnega nasilja. To ni bilo zaradi tega, ker je več spolnega nasilja na Švedskem, ampak so ženske in moški bolj o tem ozaveščeni. Torej, pravim, ta podatek je za Slovenijo dober, daje možnost, da ukrepamo in da ukrepamo na način, ki bo v družbi sprejemljiv in zaradi tega uresničljiv. Zdaj, ko ste govorili že prej o feminiziranih poklicih, tudi vaša kolegica, profesorica z Ljubljanske fakultete za socialno delo, doktorica Darja Zaviršek, je za STA izpostavila, da poklici s prevladujočim deležem žensk v Sloveniji še vedno ostajajo feminizirani in zdaj jo bom citiral, recimo socialno delo, šolstvo ali vrtec, vse je tako kot v 19. stoletju še vedno zelo feminizirano, pravi. Kaj to po vaše pomeni? Zakaj se ženske raje odločajo za takšne poklice?
kar ne nazadnje, kar ste rekli, tudi povečuje potem razlike med spoloma, saj so to slabše plačani poklici. Ja, jaz sem prej opozorila, dala sem pod narekovaje izbira. Torej, izbira posameznikov so v veliki meri določena s tem, kaj družba od tebe pričakuje. Če družba od tebe pričakuje, da moraš biti uspešen, da moraš stremeti k višjim položajem, k dobro plačanem poklicu, pol pa narediš tudi veliko v tej smeri. Torej, situacija je še slabša. Kolegica Završek je omenila 19. stoletje. V 19. stoletju so nažalost v poklicu recimo učiteljev bili moški in je poklic bil in cenjen in dobro plačan. Torej, z feminizacijo tega poklica od tega časa, ko je to bil en od pomembnejših poklicov, se je stvar zelo, zelo poslabšala, obratno pa se dogaja z poklici, ki se maskulinizirajo. Torej, moški bežite nekako in morate izbirati poklice in najdete sfere, kjer se zasluži več, kjer je moč večja, kjer je vpliv večji, ker se to od vas pričakuje. In dokler se od vas ne bo dejansko pričakovala, dokler ženske in moški ne bodo dali možnosti moškem, da se razvijajo v skrbstvenem poklicu, da prevzamejo službe, dela, kjer lahko razvijajo tudi svojo drugo plat, recimo očetovstvo, skrbstveno delo in delo z otroke. Recimo. To so področja, ki so dominantno ženska, pa ne pomeni, da smo ženske po naravi boljše v teh poklicih, boljše v tem delu. Ampak to je nekako že tradicionalno pričakovano od moških in od žensk. Torej, naša izbira, še enkrat, niso izključno naše, nimamo mi tukaj toliko moči, kot si mogoče mislimo, in jih je treba umestiti v kontekst in na določen način ne spreminjati. Veste, noben se ne zauzema in se ne želimo zauzemati, da ljudi spreminjate v skladu z kakšno ideologijo. Ampak samo da ljudem pustite, da to, kar dejansko so, kjer imajo največji potencial in kjer bi tudi družbi prispevali na najboljši način, da to razvijajo. In ne siliti mogoče moške, ki bi lahko več dali od sebe v kakšnem skrbstvenem poklicu, da se ukvarjajo recimo s politiko, in ne siliti oziroma onemogočati ženskam, ki bi bile odlične voditeljice, odlične v računalniškem poklicu, ne jih ovirati z družbenimi pričakovanji, ki od njih pričakujejo nekaj drugega. In zdaj prideva seveda do najpomembnejšega vprašanja, kaj so torej ukrepi, ki jih bo morala Slovenija sprejeti s tem, da bodo razlike v plačah po spolu ostale tudi v naprednih družbah, se pač ne moremo sprijazniti. Kaj torej narediti? Lejte, več stvari, seveda, ker so kompleksni vzroki, tudi odzivi morajo biti in bodo morali biti kompleksni. Torej, ena stvar, katera je ta raziskava pokazala, ne gre samo, in bom poudarila še enkrat, ne gre samo za slabe izbire. Ne gre in pri pojasnjevanju poslabšanja, povečevanja vrzeli v dohodkih med moškimi in ženskami v Sloveniji se je izkazalo, da razmeščanje moških in žensk ni edini in ne največji razlog. Torej, zelo pomembno, enako pomembno, celo bolj pomembno, ta razlika na istih delovnih mestih. Torej, ukrep za to je enako plačilo za enako delo. Torej, kako je možno, da v 21. stoletju mi tega še nismo dosegli, ni čudo, ker mi nimamo zakonodaje na tem področju. Mi eksplicitno, razen v ustavi, da vsako delo, da noben ne sme biti, ni razen. To ni mala stvar, to je zelo pomembno, ampak potrebno se je specifično zakonodajo začeti ukvarjati s tem, da dosežemo to, kar se ljudem zdi samoumevno in kar je ena, oprostite, od ovir, da dosežemo dejansko enakost. Ker 65% ljudi misli, da smo enako že dosegli. Kar me mogoče, ali pa nas bi lahko navdajalo z upanjem, je to, da ko najmlajšim razložiš, da moški in ženska, ki opravljata popolnoma enako delo, z enakimi odgovornostmi, zadolžitvami, prejmeta različno plačo, te gledajo, so presenečeni, jim ni jasno, kako. In rečejo, da bodo to spremenili, ko bodo odrasli, ampak nažalost jih pol socializiramo očitno na napačen način,
In tega ne spremenijo, ker to ni nekaj, kar se je zgodilo v zadnjih 10 letih. Veste. Ja, tu bi vas na koncu, ko smo ravno bila pri politikah, vladni profil na Twitterju je sinoči o podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije zapisal, da je premier Robert Golob pred 8. marcem letošnjim komisijo GZS za izbor nagrajencev pozval, naj bo prihodnje leto med prejemniki nagrad tudi ženska. Prepričan je, da imamo v Sloveniji veliko uspešnih podjetnic. Naj povem, da je bilo nagrajencev 5, med njimi letos ni bilo ženske in je on kar pozval za to komisijo, da na naslednje leto pa mora biti. Kaj pravite na to? Veste kaj, zelo pomembno je, da med kandidaturo, da poiščete ljudi, katere kandidirate. To se je obneslo v politiki. Mi nismo prišli do zelo pomembnih položajev, do tega dejstva, da danes imamo tako veliko žensk v politiki na pomembnih položajih čez noč. Temu je prispevala kvota. Temu je prispevalo to, da smo začeli sprejemati kot dejstvo, da med enako izobraženimi moškimi in ženskami, med ljudmi, ki so enako ambiciozni, je verjetno tudi kdo, ki bi ga kandidirali. In ko smo prišli do tega, da se kandidira 40% enega spola, pol smo prišli tudi do bolj pametnih, jaz bi rekla, izbir. Torej, prišli smo do tega, jaz to vedno poudarjam, jaz ne bi dajala prednost enemu spolu. Jaz bi rada onemogočila, da se prisili manj kakovostne posameznike, ki so manj talentirani, manj sposobni za določena dela, da jih ne prisilimo, da jih ne silimo v določene slabe izbire. Torej, jaz mislim, da če res imate enako izobražene ljudi, ki znajo, ki so sposobni, bolje pametno izbirati iz obeh bazenov, tako bi rekla. To se velja zapomniti. Upam, da je kdo na vladi, predvsem pa na Ministrstvu za delo, poslušal tale zanimiv pogovor, zagotovo pa so, in to se boste strinjali, plačne razlike le delček težav v mozaiku nekega ideala, ki mu rečemo enake možnosti za oba spola. Hvala, profesorica doktorica Kanjo Omrčela, za vaš obisk na N1. Veselje mi je bilo. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse podrobnosti v zvezi z današnjim dnem in vse, kar sledi, seveda na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.